moje predsedovanje je bilo definitivno dobesedno milenijsko. Jaz sem si takrat zadal nekaj nalog, recimo, kar pomembnih, glede na to, da se ukvarja s prostorom in časom in tako, sem želel, da se društvo regionalizira, da ni ljubljanocentrično, To je ena stvar in da ni akademsko-centrično, se pravi, da so ljudje, ki delajo na različnih področjih. Takrat sem odkrival, kako zelo veliko ljudi dela na različnih področjih, ne nujno socioloških, pri regionalizaciji, sem takoj šel na organizacijo društev po celi Sloveniji. Murska Sobota, recimo, so se pritoževali ljudje, kamor hoditi in tako, ker so bili večinoma iz Ljubljane, potem Ptuj, enako je bilo, potem sem rekel, tretjič, če že gremo na morje, ne gremo v Portorož, in zapravljati velike denarje tam tiste hotele, ampak gremo v Koper in bomo na več lokacijah. To je ta moj prostorski se takrat malo sprožil, za rekel, to bo verjetno zelo zanimivo, ampak ni bilo zanimivo, ker so se ljudje pritoževali, na morju smo, dobro, recimo Koper je še v redu, ampak na več lokacijah, in takrat sem videl, recimo, kako imajo sociologi slabo prostorsko orientacijo, recimo, In druga stvar, seveda, ne se bodo hotel regionalizirati malo sociologijo, ampak depodevizirati, kar je bilo zelo velika stvar. Jaz najprej si nisem predstavljal, kakšni pori so, ko so me grdo gledali ljudje, In tretja stvar, ki je zelo zanimiva takrat, je se izkazala pravzaprav za kar zoprno stvar. Takrat sem skušal, da bi pritegnili v društvo ljudi, ki so začeli odpadati, zaradi neke nazorske usmeritve, karkoli že. To je ena neka skupina ljudi. In takrat sem jaz Franeta Adama povabil na srečanje, spomnim se kot dobro danes, v Kopru smo imeli eno srečanje, kjer je pojasnil svoje frustracije in marsikaj seveda je bilo smiselnega, razumel seveda, ampak šlo je v napačna smer, se mi zdi. So sociologi zelo posebni ljudje, nič se ne moramo kaj dosti prilagajati. Čeprav sami mislimo, da smo široki, da smo to, da smo ono, mislim, da ne. In tega nisem mogel razrešiti, nekako ni. To so bile take malenkosti, pa velike stvari, na tem srečanju v Kopru se je odvila ta drama, dobesedno drama. Takrat je bilo tako obdobje, okrog leta 2000, da se je ta ideološka napetost povečevala. To je bilo zelo očitno. Vse s tem se je ukvarjal pravzaprav že Weber, se pravi začel s tem ukvarjati. Se pravi, ali smo lahko objektivni, ali nismo, kdaj smo, kakšno vlogo ima družbena angažiranost sociologov in na drugi strani ali možno to kombinirati z objektivnostjo. Zato mislim, da je to večji problem. Ampak jaz mislim, da se da seveda reševati na razne veličine, če so ljudje komunikativni, če nimaš predsodkov, recimo, ampak to pomeni z obeh strani, recimo ta dominanta, bi rekel, ta liberalna leva sfera družboslovna je tako dominantna, vedno bo, ker je po sami logiki stvari tako, Jaz mislim, da je potrebno vzpostaviti dialog, in mislim, da je to možno, ni pa možno popolnoma, bi rekel, objektivizirati zadev ali karkoli že, in da bomo vedno zelo različni v tem smislu. Če so pravi ljudje na pravem mestu, takrat so res gigantski ljudje, osebnosti, recimo, Toš, Nina, Rus, recimo, to so bili ljudje, ki so imeli vizijo, in začeli so z nič. Takrat se mi zdi, da so vijugali skozi te politične probleme in vse živo, in da takrat je bila vloga sociologije in društva po moje največja. Se pravi, prvih 10-15 let po ustanovitvi, potem se je pa začela, mislim, da krhati, in jaz mislim, da se nikoli ni popravilo do te mere, da bi lahko rekli, da je sociologija, da ima ugled v družbi. Ampak to ni samo pri nas tako, hočem reči, da mi nismo prav nič zelo posebnega. Ko sem šel, jasno, kot vsi verjetno gremo, če gremo v London, nekaj gremo v knjižnice, recimo, v knjigarno, recimo, Sem videl, da je drugačna razporeditev, sociološki oddelkov ni več, razporejeni so na neke sekcije, fragmentarno, zelo popularne, tanjše knjige so in vse. In vse te stvari, take banalne spet, so mi nakazovali takrat
da se sociologija fragmentira, ne diferencira, ne, se pravi, se fragmentira in vsak počne neke majhne stvari, in zaradi tega seveda izgubljamo, in se smo izgubljali takrat in po moje še zdaj, no, in ne poznamo več gozda, ne. In ne samo to, ne, mi se moramo zavedati, ne, da se bomo mogli interdisciplinirati, a ne. To je covid pokazal, recimo, ker vsak se nekaj prisvaja od sociologije, ne, noben pa noče biti sociolog, ali pa noben pa noče reči, da je to sociološka stvar. Sociologija, beseda je postala taka, čim to nekomu rečeš, ne, se malo čudno pogleda, recimo, ne. Jaz mislim, da je za prihodnost pomembno to, da se povezujemo, navzven iz sociologije, a ne, da društvo vzpostavlja odnose, mislim, neke povezave z raznimi ljudmi iz različnih področij, ne. Tudi nazorsko različne ljudi, a ne, recimo teologe v končni fazi, ali pa, ne vem, neke čiste matematike, ali pa biologe, ali karkoli že, ne. Ne, oni, mislim, se pravi, če mi postavimo neko zvezo z njimi, mislim, da ima sociologija spet neko možnost biti neka kapa, pa ne samo družboslovja, ampak povezovanja v znanosti, v družbi, v produkciji znanja, ki ni nujno samo akademsko.